ki se ne izbere Hrvaški. Takoj pride do revizije in to ne gre, se to lahko vsak potredi. Če bi lahko takoj izvete, kdo je dobo recimo glasbeno, konkretno zdaj v tem primeru govorimo o glasbeni. Takoj se lahko povežete s tistim, ki je bil izbran, se mu ponudite kot podizvajalca, zakaj ne bi vas izbral, kot imeli manjše stroške prevoza na delo, če že samo to govorimo. Poleg tega, kaj se dogaja? Potem dobijo razne nekvalitetne podizvajalce, zdaj pregradne ceste na Gmajnu. Izvajalec je voc, podizvajalec je kuster in on ima pa še svoje podizvajalce. Poleg se pa bodeš tem, da di rovnik takle malo delo. Jaz mislim, da ste tole domači izvajalci veliko bolj kvalitetni. Samo zdaj, seveda vsak gleda na to, da dobi najcenejši na trgi tres. Mislim, tem so priložnosti za manjše podjetnike, ki ne morate kandidirati na teh razpisih za milijon. Pa morda, da se tudi poveže v nekih konzorcijih, kjer pa lahko pridete tudi direktno do večjih razpisov. To je tudi možno. Vse te pogoje bi se lahko dobre, reference lahko dobiti od nekega podjetja, ki je že praktično negativno, pa ima še vedno referenco, se lahko proda. To mi vidim možnosti, ne moramo pa na pamet nekaj obljubljati, pa govoriti, kar ni možno. To je zavajajoče. Jaz sem enake mnenja, te javne razpisi, tu nimaš kaj, to je revizija in lahko ti pada vse skupaj, ampak poleg tega je še veliko možnosti, ko ne gre prekreniti, ko gre na neke druge načine, da se vključujejo naši obrtniki. In to smo zato povedno in to tudi zdaj zastopam. Kar se pa tiče teh znanj in pa vsega tega pogledajte, če pogledate ta RRA oziroma RRP, to so programi, ki so predvidevajo razvoj vsega tega podjetništva do leta 2020, si je kar nekaj stvari, Koroško podjetniška platforma. Zdaj, kaj je zdaj to, pa to bo to, sicer se nameni 2 milijona pa 200, pa je tu garancijska schema, smo že govorili, pa je to kompetenčni center za razvoj kadrov, je tudi Koroška obrtna zbornica, oziroma Koroška obrtna zbornica, pa raziskovalni pospeševalni Koroške. To je zelo visoko letečno, mogoče teoretično, ampak če bi se poglobili, pa verjetno, da so to punkti, iz katerih bi lahko črpali neka sredstva za razvoj, tehnološki razvoj in razvoj kadrov. No, to ni to, podjetnikom ni to namenjeno, to so projekti, ki lahko grejo na javne osebe, na občine, lokalne skupnosti. Za podjetnike bojo razpisi direktno iz prednostne vsi 1, konkurenčnost malega gospodarstva, prednostna os 2, nova delovna mesta in tako naprej. Tam noter se današnje, tega bo veliko. Jaz bi samo še pozdravil tisto idejo, ki ste jo dali zapora ceste, če se boste odločili, mi bomo podprli, ker tu mislim, da ne smemo puške koruzo vreči. Če bo akcija res enotna za celo Koroško in če se naredi zapora, jaz mislim, da bomo uspeli. Ker zdaj je še čas, zdaj še dokumenti niso sprejeti, niti Evropska komisija ni potrdila partnerskega sporazuma, niti še ni operativni program narejen in država tudi še nima narejene te strategije razvoja prometa. Če zdaj izvršimo pritisk, lahko dosežemo, da se v te strateške dokumente vnesejo tudi projekti obnove cest na Koroškem in tudi hitrejši postopki dokumentacije, urejanja dokumentacije, prostorskega umeščanja za tretjo os, ampak moramo biti res energični. Zahteva torej za pritiskom, da se ti dokumenti popravijo, ker zdaj so taki, da nam nič ne dajo, oziroma nas postavljajo v letu 30-40, če pa bomo pritisnili, se bomo vlada in tisti poslanci, ki nekako bi morali razmišljati tudi pravilno, bi lahko dosegli to, da se to popravi. Sem to je treba v Ljubljani zapreti ceste, če bomo na Koroškem zaprli cesto, da se ne bomo vedno pasili. Tudi, ja, tudi v Ljubljani pa tudi počemo. Ni zdaj ravno tako. Jaz še pri temu dodal, mi smo v pogovorih, Koroški avtoprevod v razgovorih, da iščemo zdaj sodne izvedence pa stroko, da nam bo pomagala to, ne glede koliko bo koštalo, bomo spravili denar skup, če smo crtali, pa crtnimo te do kraja. Da bomo sodne izvedence, vsaj mi bomo vložili proti državi zaradi naše infrastrukture, ko imamo enostavno tožbo. Sodni izvedenci bojo dokazali naša vozila, ki damo po 110 000 evrov za en šlepar kamion,
pa ga ne primerja enega z 500 000 km Nemca ali Avstrijca, pa enega koroškega prevoznika. Je naš avto za 3 leta v slabšem stanju, ko je tu so popokane blazine, popokane fedre, podina prikolica polamane. To mi trpimo škodo, ki jo moramo namesto, da bi jo vlagali nekam v razvoj, pa da bi nekaj delali, ta denar vlagamo v popravilo naših vozil zaradi naših cest. In tu sem pripričan, da če bomo sodne izvedence prave dobri, da tu bomo bili toliko, mogoče bo trajalo 10 let dobri, pa bomo sigurno nekaj. To je še nekaj, če dovoliš, predsednik. V petek ob 11. v dvorcu Bukovje v Dravogradu bo konferenca na temo strategija razvoja glavnega prometnega omrežja v Koroški regiji. To je dokument, ki ga pripravlja Svet Koroške regije v sodelovanju z razvojno agencijo. S tem dokumentom bomo mi parirali tem državnim strateškim dokumentom, ki so nas ven zabrisali, ki jih je pripravljala vlada zdaj v zadnjem letu. In če bomo imeli, in že imamo dobre osnove, dobre strokovne podlage, da bomo pokazali, da smo upravičeni do teh investicij tule, potem bomo lahko poleg pritiska, ki bo na cestah, tudi z strokovnimi podlagami dosegli, da se bo politika vlade do vlaganja v cestno infrastrukturo spremenila. Pridite na to konferenco, pa boste čuli iz... Hvala lepa, mislim, da mi kaj nimamo kazati, da več ne moramo kazati. Zdaj se pa še res, vidim, da že nekaj malo, eni bi radi šli, ampak vem, da še kako vprašanje, konkretno vprašanje še dostavljamo. Jaz bi šel, samo jedno vprašanje postavil. Ja, da izvoli. Mene samo zanima, kakva je politika teh edinih firm, ko še tu obstaja na Koroškem, tistih par, ki še delajo, da je vedno manj domačih obrtnikov dela v njih, no. Tako, jaz gledam, no, Johnson, naprimer, ne vidim več novenega, tako prej neko Ivan, ko se dela bolnica, ni bilo domačega obrtnika, tudi v Johnsonu vedno manj domačih obrtnikov dela, no. Novenega ni. Pa je možnost vršiti kak pritisk strani občine, jaz vem, da v Ravnah imajo to veliko bolj porihtano, da so se zmenili, jaz v Ravne ne prijem delati, zato ker sem Slovenjgrac, ker pač imajo kako politiko. Tu pri nas je pa, so pa vsi drugi, samo naši ne, so pa tudi projekti včasih veliki denarji se sučejo, pa hodijo z Ljubljane, pa z Maribora, pa z Celja. Jaz ne vem, to se mi ne zdi prav. To se je že parkrat na sestanku tudi omenilo, ampak ne vem, da ni interes, ne vem, župana, da bi tu pomagal, se pa se pogovarjate s temi raznimi direktorji firm, govorite, ali nikoli. Prete s temi direktorji z večjih firm, tako kot je Johnson, što on se lahko pogovarja s svojim šefom v Nemčiji ali v Ameriki, tam ko ga ima. Vse Nemci, Američan ne deva delo nam. Vsak dinar, vsak evro mu gleda kot prst. V redu, vsi nam gleda vsak evro. Ja. Samo zakaj sploh noben vpraševanja ne dobi? To me ne zanima. Ne, to je čisto enostavno, ne radi vplivati. Če bi rekel, Mislim, da tu si postavil vprašanje, vse je tu pravičeno, ne samo to vprašanje se nanaša tudi na vse nas obrtnike. Vse. Jaz sem marsikdaj doživel, da recimo tudi v lokalnem obrtniku nisem uspel prodati, pa je reč kupil nekaj druge, recimo etikete, pa neke take zadeve. To moramo tudi mi med sabo fejst razčistiti. In to jaz mislim, da bi morala biti ena naloga tudi recimo obrtne zbornice, mi ki smo člani. Dajmo tu znotraj neko etiko dvigniti, pa neko pripadnost. A si član jaz zate, ti zame? Kak? A si član jaz zate, ti zame kartice mozaik podjetnik? Ja, nisem se še v član. No, vidiš, vej. In to je ena ideja, ki jo moč vse. Ja, samo laufa na celi naravni Sloveniji. Laufa? Ne, tu laufa na lokalni zadevi. No, ti bom bolj razložil. Jaz mislim, da bi tudi lahko tu, kak se stanek župani, pa direktori firm narediti, pa se mogoče to pogovoriti. Ne vem, tam je vodja investicij, eden iz, ne vem, veliko Celjana, je prišlo veliko ljudi, tujcev in zdaj pač tišijo svoje ljudi nekaj. Mi od drugoda, mi smo pa tu spet, ko smo v bistvu domačini, spet kratko potegli. Jaz ne moram iti direktorju, pa reči, jaz, od obrtnik, čuj, zakaj me ne pokličete. Verjetno en gospod, župan, pa to lahko naredi, pa reče, zakaj vi ne date delo našim obrtnikom, ne pa nekim tujim.
Lejte, prvi pogoj je, da sploh vejo, kaj obrtniki sploh počnejo, ne? Se pravi, kaj kdo dela, mora biti nekje dokumentirano. To je recimo prvi korak, recimo zbornica, zdaj se aktivno. To mislim, veterano. Vsak Ja, kaj vi konkretno počnete? Vsak pozna enega Lenasija, ko dela centralne na tretjem koncu, ko je močno tem. Oni so menjali komplet, naprimer Johnson je lani menjal komplet plin, je šel na vrgli so ven komplet ogrevanja in so naredili na plin. To je bil velik projekt. Delo ga je Mariborčev. Ne mi reči, da en Lenasij pa nas ni tega sposobno narediti. Tega moči bi še dva zaposlil, bi še, ne vem, bi dal drugim podizvajalcem domačem delu za tak projekt. Ne vem, to je veliko denarja, ko ga ima zdaj v Mariboru, ne pa pri nas. Hvala, da še vprašanje se ostaje, pa mislim, da je to lahko. Ampak dajmo zdaj v 3 minute odgovoriti, ker vidim, da še to vprašanje. Prvo tisti, ki še niso bili, pa oni, ki ja, vem, ampak moramo nekako gledati en redosled, da bo za vse enako. Bomo šli še enkrat, če bojo oni imeli cel minut odgovoriti. Jaz se upravičujem, predsednik, ja bi samo dopolnil njegovo vprašanje, ali pa smem? Ja, dej, Hvala lepa. Poslušajte, to je izredno zanimivo vprašanje, a ne, ki je kratko vprašanje za župana. On namreč predlaga, kako naj občina in območna obrtna zbornica sodelujeta, da bomo mi občani imeli čim več dela, da bo čim več družin sitih, zadovoljnih, da bo čim več denarja tu noter. In zdaj mi župani odgovorite, kar je verjetno on tudi hotel, če sem ga prav pripisal. Obstaja metodologija dela, da bi močna obrtna zbornica in občina izdelali strategijo tega dela. Namreč, gospod Čas, enega lastnika v Ameriki sploh ne zanima, a jaz delam centralno noter v firmi ali kjer drug, odgovorne za to direktor, in stvar direktorja je verjetno, katerega bo izbral. Zato vas prosim za odgovor. A je volja, a je možnost, da bi se postavilo zdaj na naslednjem mandatu neko resno, hiter sestavek, kjer bi se izdelala strategija sodelovanja med občino in območno obrtno zbornico. Namreč, jaz vam garantiram, da bodo rezultati, če nam bo to vse. Ja, sigurno. Lahko 3 minute. Ja, odgovorijo. Zelo umestno je bilo to, kar sta postavila ti in Aleš. Zelo umestno. Popolnoma se strinjam. Pa naj bo župan tisti koordinator, ko bo sklical vodstvo obrtne zbornice, pa direktor večjih firm. Vse na koncu direktor večjih firm vidi župan verjetno samo takrat, ko je zaključek leta na kozarcu vina. Vse pa se lahko na takim način stavljajo prej, pa se tudi o tem pogovorijo. Res se strinjam. Glej, župan Čas, dopolnim samo zadevo, ko se rekel, je Amerikanc lastnik. Glej, jaz delam za firmo, ki je tudi trenutno 5 let zdaj Amerikanc lastnik. Prej so bile Nemci, pred Nemci so bile slovenske železarne, pa ne vem kdo vse še, za Kronik livarno Ravne. Poznamo jo vsi. Kronik livarna je zdaj izvedla v zadnjih 5 letih, kar so Amerikanci lastniki, ekološke projekte in tiste otoke za kontejnerje in ne vem, proizvodnje, ne te posodabljali, ampak ti moram reči, skoraj tedensko sem v livarni, v glavnem te projekte so končevali ravnski obrtniki. Tako da ni to Amerikanc bo komandiral, ker je lastnik, ja. Ampak ključna oseba je pa direktor, koga bo, mislim, direktor in njegovo vodstvo te firme, koga bo izbrali, na kak način ga zbirali, ne vem, to ne moram reči, ampak vidim pa, da vse ravnski obrtniki delajo. To se strinjam, ampak ta direktor mora biti tako spreten, da bo svojemu lastniku upravičil izbiro lokalnih izvajalcev, oni morajo biti konkurenčnejši od drugih. On mora imeti podlago za to, da je izbral tizga. Vse drugo od njega ne briga, kvaliteta dela pa cena. Ja, verjetno. Ampak glej, prej si rekel, da Amerikanc diktira. Tudi ta direktor ne skorigira tudi tako. Ampak bo bdel nad stroškimi. Recimo, da je verjetno dobro Johnson nekaj cenejše izvajalce. Ne vem, zakaj je temu vzrok. To ni vzrok. To on je enostavno... O tem jaz ne moram govoriti, ker ne poznam. Kurva, jaz ne moram verjeti, da nekdo pride iz Ljubljane, jaz tu iz Maribora, da je lahko celejko naš, ko tu živi. Jaz take politike ne razumem. Tudi veliki kurci dela poberajo, pol pa maltretirajo tudi male naše. Pa firmo pičkajo v stečaj, pa ne dobijo delavci, podizvajalci nič. V redu, hvala lepa, tam je zadnji gospod. Jaz sem vodil, to je ne glavno vprašanje. Čudi me to, ta filozofija. Na trgu bo uspel tisti, ki bo najboljši. In tisti, ko je direktor, mora izpraviti najboljšega. To ni načelo najcenejšega. Kvaliteten,
ki ima solidno izdelavo, cena mora biti pa ustrezna, ne vse rečejo prej svet, vreden cene. In kot domačin imaš logično prednost, imaš manjše stroške prevozov in to imaš prednost pri drugim. In če si enako vreden po kvaliteti, boš lahko cenejši za toliko, kolikor imaš manj stroškov. Ne pa rebiš, da bo župan manj posle rihtov ali pa drugo drugi. Za prvem zbornica lahko naredi samo informacijo, kdo ki investira, to lahko naredi. Tudi da informira investitorje, kdo vse kaj dela, to je dobro, ne se tega premalo ve, ampak to je vse, kar lahko naredi politika ali pa tudi zbornica. Sem pa kot mislinčen hotel reči našemu županu, Mislinjska občina pred prvo svetovno vojno je bila gospodarsko močnejša kot Slovenj Gradec. Med obema vojnama je bila približno enaka. Industrija je bila razvita, njeni so žago, karton fabriko, sodarno in kuprak je bilo podribnja, pa mlinov. Danes je pa to spalno naselje, pa ne samo danes, po vojni je ratko spalno naselje. Da pa konkretno župan lahko naredi samo to, da da na razpolago industrijsko cono, ki misli, da je lahko, da reče eventualno za prvo leto, pa da nek moratorij za stroške, ne more pa on razvijati posla, to mora vsak videti, kaj bo delal, kako bo delal, pa kam bo to prodal. Ampak Mislinja nima industrijske cone, ne ve se, kje se lahko kaj gradi, a ne. Tu mislim, da mora župan kaj narediti. Ja, hvala lepo za vprašanje. Na del tega sem v bistvu odgovarjal na začetku. Govoril sem o dveh punktih tudi. Mi smo, jaz računam, da bomo do konca leta imeli javno razgradnitev, se pravi, tako daleč smo z temi postopki. Kar se pa tiče te primerjave, ki ste dali. Jaz ne vem, zakaj se je to tako zgodilo, ampak danes je dejstvo, da je Mislinja ujeta med ta dva vrha industrijska centra, da Mislinja nima železnice in jaz ne vidim investitorja, ki bi z neko veliko zadevo, tudi če bi imel, ne vem, neke bistveno ugodnejše pogoje, da bi prišel samo zaradi tega, ker v Mislinji nekaj nekoč bilo za to. Ker konec koncev vsi, ki grejo, pravzaprav si iščejo tiste punkte, ali vse večje firme, kjer bo tudi znotraj tiste dejavnosti, ki se tam odvija, neko sinergijo doseglo. Drugače pa prihodnosti Mislinje, ne vidim v neki industrializaciji Mislinje, ampak to, kar zdaj poslušamo počenjati tudi, kar se obrtne cone tiče, sem na začetku rekel, kakšen je moj pogled na to. Ta druga ena v Doriču, ki ste pač tam z druga konca doma, ne zaradi tega. Pa prav v Mislinji. Ena pa bo konec straž. Glejte, zdaj tako blizu tebe. Glejte, tisto, kar se tiče Doriča, tam v bistvu nimamo nobenih pripomb, to je na območju stare železniške postaje v Doriču, se pravi omaknjena, tule noter pa pač ti postopki tečejo. Zato pa sem vprašanje, ste rekel na koncu straž, a slovenjgraškega konca, a z mislinjskega konca? Ne, slovenjgraškega konca oziroma v tem nasproti časa, v tistem veku noter. Ampak jaz govorim pač o tem, da čemu naj bi ta industrijska cona služila. To, kar sem prej rekel, za potrebe storitvenih obrti, ki morajo biti blizu občanom in pa da se tu noter najdejo tisti občani, ki zdaj že imajo neko obrtno dejavnost znotraj strjenega naselja, pa bodo imeli probleme, ker pač ali zaradi hrupa ali zaradi neke emisije ne morejo več tam ostati. Ker škoda bi bilo, da bi tak utečen obrtnik odišel iz občine. V tej smeri tudi gremo, povedajte, zdaj pa razmišljati o tem, vse več želim je bilo okrog tega. Nikoli, ali pa bo to tako dolgo trajalo, da bi lahko razmišljali v bodočnosti, da bomo mi kdaj lahko dobili industrijski vir. Bi se nam vsi smejali.
Ampak zdaj pa pogled na vse skupaj. Ne? Jaz mislim, danes je občina Mislinja in občina Slovenj Gradec. Del občine Mislinje je v zgodovini že bil pod slovenske Konjice. Se pravi, to so neke meje, ki so pač po neki presoji nastale, tako kot so nastale. Ampak, ko pa se pogovarjamo o neki strategiji gospodarskega razvoja, pa mislim, da je prav, da pogledamo, ker organska celota, ki je pa Mislinjska dolina. Pa naj se to gre za turizem, naj se to gre za gospodarstvo. In ne bi rad tej skušnjavi zapadel, da bi zaradi všečnosti potem začel govoriti o nekih zadevah, ki z ekonomskega vidika ne grejo skozi. Poglejte, mi smo se prej pogovarjali o lesnem predelovalnem centru. Na kakšen način ne bo lesno, jaz bi si želel, da je bi Mislinja, ampak vem, da je to nerealno, poglejte. Tam, kjer so ostanki te industrije, ne vem, od GGG-ja, treba se pogovarjati, kako Iverko nazaj aktivirati. Tam, kjer so površine za to, kjer so podjetja, ki nekaj s tem delajo, tam ima šanso. Če bo pa danes poskušali zaradi nekih polskih parcialnih interesov razmišljati vsak za sebe, potem mislim, da je s tem moke ne bo kruga. In zato sem, ko sem prej o tem govoril, toliko poudaril, ne, tu pa ni samo stvar Mislinje in Slovenj Gradca, to je stvar vseh 12 koroških občin. Mi moramo vedeti, kaj hočemo, vseh 12. In moramo reči, zdaj pa ne glede na to, kaj bi si kjer bi svoj občini želel, kje je tista lokacija, ki ima neke alternativne prednosti pred drugim. Kje je že zemljišče, kje je že del te industrije, in konec koncev, kje je geografska. Čujem, vem, da imate obeširno zakon, pa vidim, da še ena, dva vprašanja, še bi pa jaz zadevo zaključil, pa 3, ker da ne bomo 3 uri to sedeli. Drago, Štrc, prosim. Sicer je to soočenje županov, samo bi se malo dotaknil enih par stvari, gospod Karner. Tista pomoč županov obrtnikov, ne. Samo to je pomoč, da znižate čim več prispevkov vsega, ali za stavbno zemljišče, ali za komunalne prispevke. Država bi mogla znižati vse ostale stroške na plače, na ostalo, samo to je v vaših pa v državnih rokah, ne. Glede Vižintina. Johnson ima zaprt krog dobaviteljev. S tem, da po moji logiki bi se dalo marsikaj narediti, ne. Da bi pred domačino delali bolj tam, kot pa delali, ne. Je pa res, da to je najbolj še ena velika stvar pogovorov. Tisto pa glede te šole glasbene, ne. Žalostne revizija, če se kaj naredi s te strani. Kje je pa revizija podizvajalcev, ki ne bojo plačani od tega najnižjega ponudnika, ne. To je žalostno, to je pa država, revizija in vse ostalo. Hvala. Hvala lepa. Bomo kar šli s vprašanjem po na koncu, Janja, ti si še pa rekli. Ja, prav jaz bom pa malo pohvalila, no, da ne bomo samo grajali, še mogoče nekaj pozitivnega rekli, da smo malo zadovoljni, imamo dobra oba kandidata. Moram tudi pohvaliti Andreja Časa, da v bistvu sem zadnjič dala na prejšnjem sestanku nekaj idej oziroma predlogov, pa vidim, da je zdaj bilo že kar malo nekaj zajetih zraven, sploh ta pomoč v bistvu sem imela močno pripombo glede tega samozaposlovanja, zakaj nekdo, ki je na začetku dobiva tako subvencijo, v bistvu mi pa, ki smo malo močnejši finančno in z idejami in mogoče z nekim kapitalom, pa smo zelo veliko stvari prikrajšani. In vidim, da je to že zajeto, v bistvu, da bo se zdaj tudi na obrtno zbornico nek priliv, ki bo mogoče res lahko malo pomagal tem, ki smo že v bistvu nekaj let, pa kot sem imela z nekim kapitalom. In res hvala. Po drugi strani bi pa rekla, ne vem, ne razumem, zakaj je tak problem z temi občinskimi odloki sprejeti na novo, oziroma biti ažurn. Mene najbolj to v naši občini, zakaj tako dolgo časa vse traja. Zdaj smo slišali en kup problemov, jaz sem že zadnjič omenila od teh kmetijskih sprememb do recimo industrijske cone. Jaz recimo sem prihajala z različnimi idejami, pa ni bilo nič od tega uslišano in me zanima, zakaj sem pa res šla zdaj recimo v Velenje in je bilo občinski odlok v 7 dneh sprejet. In vidim, da ko greš nekam drugam, zakaj se pa lahko v sosednji občini naredi v 7 dneh. Pri nas se pa govorimo najmanj v 4 mesecih ali pa v ne vem kolikih desetletij skoraj, v bistvu
zakaj to tako dolgo traja in zakaj ni to ažurnost, če vidimo, da prihajajo lokalni podjetniki z neko prošnjo, rešiti se eno zadevo, ki je mogoče res trenutno in jaz sem prepričana, da ne bi gospod Štefan šel za tisti denar na morje, ampak bi ga vložil v svoje podjetje nazaj in kot je rekel, še 2 zaposlil, nekaj, da je 2 v bistvu smo v minusu. Tu me zanima, kaj se da oziroma kaj lahko obljubite, da bo pač ažurnost. Jaz mislim, da tule privatnikov oziroma obrtnikov ni toliko veliko, da se ne bi dalo, mogoče res vsakemu posebej včasih tudi malo prisluhniti, pa ta ažurnost v bistvu res malo bolj, kar se tiče infrastrukture oziroma teh dovoljenj in tega, ki se obračamo na občino, želimo imeti v bistvu vlagati nazaj, ne samo, da spet govorimo o tem, kdo bo prišel noter, ampak tudi ti, ki smo tukaj, pa smo hodili ostati tukaj, odhajamo drugam, ki se da hitreje narediti. To me v bistvu in mogoče, če lahko ena tej v bistvu podata. Hvala Enjo, kako odgovor pa da... Ja, seveda, to lahko spet rečemo samo to, da se strinjam, da so postopki daleč prepočasni in da ena najvažnejših nalog novega mandata je, da se upravi ta učinkovitost boljša. Ko sem prevzel to upravo, je bila na 194. mesto po učinkovitosti med slovenskimi občinami in verjetno še tudi danes tam. Poglejte, te stvari se ne morejo tako hitro spremenjati, to so inercije. In zakon o javnih uslužbencih, zakon o delovnih razmerjih postavlja take pogoje, da javnega uslužbenca ne moreš kar zamenjati, tudi če je malo bolj počasen. Morajo biti pa resni razlogi za to. Še kakšna hujša napaka ni razlog, da bi koga razrešil. Zato se jaz tega zavedam, jaz dobro vem, da je tak. In tako sem rekel, ena najpomembnejših nalog novih mandatov bo to. Je pa včasih tako, da občani ne zapišete, imamo knjigo pretožb, noben ne zapiše, kaj se mu je zgodilo, kaj je bilo narobe, kak je bil servisiran na občini, ampak potem pride čez kako leto šele do mene tista informacija, kaj je bilo narobe. Če bi to takoj prišli do mene ali pa zapisali v knjigo pretožb, potem bi jaz imel sledljivost in bi lahko rekel konkretnemu uradniku. Takrat je bila ta stranka, to pa to je bilo narobe. In ko bi se drugič ponovilo, je že druga napaka, tretja napaka je pa ukrep. Ker pa tega nimam, pa nimam podlag za ukrepanje. To zvem vedno tako pozno, da so vsi roki zamujeni. Roki, ki jih pa zakon predvideva, so pa zelo kratki. 6 mesecev po nastanku neke kršitve ne moreš več ukrepati. Ko zveš, imaš 30 dni cajt za strožje ukrepe, za druge ukrepe. Ja, recimo sem to dodala k temu. Recimo jaz do zdaj, dokaj nisem šla v sosedno občino, jaz nisem vedela, da se lahko v takem kratkem času, jaz sem prišla z vprašanjem, z svojim podjetjem se predstavljam na oddelku za infrastrukturo, v 3 dneh je bil sklican, v bistvu so bili župani, v 7 dneh je bil odlok spremenjen. Zdaj verjetno ne govorimo o odloku, ampak o... Občinski odlok. Odlok se vedno spreminja, vsaj 2 meseca. V sosednji občini Velenje v 7 dneh. In zato sem v bistvu prav zgrožena, da govorimo tu o nekih mesecih in letih, v bistvu, da se ne da tega tako hitro. Zakaj konkretno pa gre? Recimo, zdaj sem zadnjič že v bistvu razlagala, ne? Zato, montažno zadevo, jaz sem seznanjen s tem, neki pravice, ki se to delali, sem postavljala. Mislim, ja ne hoče samo upozoriti na ažurnost občine, ki je dobila enega obrtnika v svoje okrilje, ki ga bo tudi po drugi strani lupna. Se bo pa dal plačo na koncu. In to hočem mi upozoriti, da občina takoj preskoči, če ima eno idejo, ali tako ali drugače, da ga sprejme. Ne pa zdaj, ko si prej rekel župana, da knjiga pritožb, se je res, ampak pol tisti obrtnik ne bo nikoli življenj več papirjev, pa se vemo zagajati. To ni res. Če na to prestanemo, pol ne bo nikoli boljše. Dobro, pustimo zdaj to. Ne bomo zdaj o tem, ker to ni namen, še boljše to. To je potem potuha in tak sistem se pa lahko še sam nadaljuje. Hvala lepa, sej. Ne, tam ne zadnji še eno, pa si pa ti. Gospa je začela s hvalo, mislim, malo pohvalo, namreč zbornica je z obima županoma vstopila v korak v projektu vzdrževanja ponudbe vseh obrtnikov. Na vsak obrtnik v zbornici se lahko predstavi z osnovnimi podatki in oba župana sta omogočila, da se na njihovih spletnih straneh to zdaj tudi vidi. To je bil prvi korak. Namreč ideja je tukaj, da se kupuje lokalno. Se pravi, prej rekel župan, mislim je, da pač kupec je tisto, do katerega treba priti in prvi korak je bil nared.
Gospod Čas je obljubil, da bo dal neka sredstva zbornici skozi projekte. Mi smo se nekaj pogovarjali na to temo. Zdaj jaz upam, da bo ta, vsaj na tem področju, ne, se pravi, ker smo 21. stoletju, dobi interneta, informacij, da bo ta še korak 2 ali 3 v to smer naredila, ker če bo lokalni ljudje, občani, vaši občani, vedeli, kaj dejansko sleherni obrtnik počnejo, ne, in boste to tišali naprej skozi sredstva rešanja, skozi določene projekte, potem bo lahko marsikateri evro ostal tudi v tej dolini. Tako da jaz upam, da bomo tukaj šli naprej. Vprašanje pa nimam, ker je bilo že danes. Skratko, samo res... Na te besede, župan, nismo se še dotaknili danes evropskih sredstev. Zanima me samo to. 500 milijonov evrov je denara nepočrpanga iz Evropske unije. Tako birokrati naši zatrjujejo, tudi Evropa je dala v javnost. Kaj se pa dogaja na tem območju? In me tudi zanima, Slovenjaška občina v zaostanku pri črpanju, ali smo fleksibilni, črpamo dovolj ali premalo, ali ne znamo črpati, kaj je narobe, da 500 milijonov evrov še denarja v Evropi, ki ga naša država ne zna izčrpati. Slovenija še nikoli ni počrpala vsega, kar je bilo možno in vedno ostaja neporabljen denar. Vzrok temu so počasni postopki zaradi okoljskih dovoljenj, največkrat to, tam nas ujeta največja sredstva na okoljskih projektih. Kar se tiče mestne občine, je počrpala veliko denarja evropskega v tej finančni perspektivi, pa še eno leto traja ta podaljšek, 13 plus 2 je 15, in tega projekti še potekajo in bojo še morda tudi kakšni razpisi z ostankom sredstev. Ampak bolj pomembno pri tem je, kako porabljamo evropski denar. Mi lahko črpamo najboljše in tudi cela Koroška regija počrpamo vse, ampak učinkov pa ni, delovnih mest novih pa ni. Večja nezaposlenost, manjša povprečna plača, manjša dodana vrednost. Vse to so pokazatelji, da smo premalo previdni pri črpanju evropskega denarja, da za vsako ceno črpati evropski denar še ni umno. Boš vedeti, kam ga daš, ker moraš dati vedno še svojega zraven in potem, ko objekt narediš ali pa kakršenkoli projekt, ti pade na breme proračuna. To je zelo pomembno. Pa občan. Najhujši žal za to. Tudi bistvena je kvaliteta. Za spomenike graditi imamo dolgo pravo. Za položnice treba povati. Samo položnice potem pokažejo, kaj je to. Spomenike imamo dolgo. Imamo pa zdaj pa tu. Seveda je fajn, je odlično, če se gleda črpanje evropskih sredstev, kak izplen, koliko delovnih mest, kako bo zaposlitev. Vedno to ne gre. Vedno to ne gre. Če delamo široko poslovne povezave ali kaj sem kanalizacijo in te stvari, tu ne bo delovnih mest, ampak je pa nuje. To so obvezni liki občine, ki morajo to narediti in to naredi. Kar zadeva črpanje evropskih sredstev, to jaz vete, da javno kritiziram. Mestna občina Preslavovška bi morala črpati, bi morala videti še več priložnosti za to, da bi se zmanjšala obremenitev nas posameznikov, tudi obrtnikov nas posameznikov. In pač, dobro, včasih se kaj zalomi iz objektivnih, včasih pa tudi subjektivnih razlogov, morali bi paziti na to. Pobrati vse, kar leti na cesti. No, to je zdaj spet neka demagogija, ki jo skozi poslušam zdaj te dni in zdaj moramo odgovoriti. Večkrat sem še številke povedal. Ko sem prevzel mandat, je pač se iztekla ta finančna perspektiva, razpisi so prenehali. Tisti projekti, ki so bili začeti, so bili končani. Govorim o mrežnem inkubatorju, ki je bil izveden v celoti, praktično je bilo 200 000 denarja porabljeno od 3 milijonov. Preden smo začeli nadaljevati, torej cela ta naložba, cel projekt je bil izveden v mojem mandatu. In tudi moram reči, da ni bilo to enostavno izvesti, ker sam začetek ni bil najbolj korektni. Ampak ostalih projektov je zdaj pač manj zato, ker je denar iz te perspektive v okviru regionalnega razvojnega programa počrpan. Prihajajo seveda še tudi kakšni ostanki, na tiste je treba tudi iti. Potem prihajajo še drugi razpisi iz drugih naslovov, učinkovita raba energije, obnovljivi viri in vse to se tudi lovi. Tako da te informacije ne držijo. V kontekst celotno obdobje 7-15 in potem videti proporcionalno, koliko je delež črpanja v zadnjih 2 letih in prej. Ampak jaz ne trdim, da moj predhodnik ni dobro črpal. Seveda je dobro črpal. Pravim pač, da ni vse za to, kar se sveti. Da so bili mogoče včasih projekti tudi premalo domišljeni in to potem ne prenaša najboljših učinkov.
Govorim pač o tem, da ni umno delati kanalizacije 16 km do vrha Pohorja, ker lahko tam narediš za 10krat manjši denar čistilno napravo in podobno. O tem je bistvo, ne? In vedno moramo gledati, kadar primerjamo tiste stvari, ki so primerljive, da moramo primerjati 2 leti za 10 leti in podobno. Toliko o tem. Bo pa seveda zdaj bistveno zahtevnejše črpanje evropskih sredstev, ker nismo več v sistemu dogovornega črpanja preko regij statističnih in preko občin, ampak bomo na vse razpise konkurirali drug drugemu. Torej bojo morali biti vsebine res takšne, da bojo prinesle uspeh. In zdaj je to morda tudi bolje, ker če bojo vsebine morale biti bolj domišljene, bo morda to črpanje tudi bolj racionalno in pa prinesle tudi boljše učinke. Jaz bi samo toliko ne govoril o tem, kolega Čas, da je pomanjkljivo slabo črpanje evropskih sredstev v mestnih občin demagogija. To ni demagogija. Ampak evropska sredstva mora mestne občine počrpati v čim večji meri. Čim večji meri. Prijavljati se na vse slehrane razpise, vse, kar pade iz neba in vzeti treba. In mestne občine mora biti to. To ni nobena demagogija. Pač praksa mora biti tako. Vse počrpati. Hvala lepa, jaz bom zdaj zadevo zaključil. Jaz mislim, da če še ima kje izrecno kako vprašanje, tisti, ki še ni bil, še mu dam možnost. Če ne, bom rekel tako, ni bil naš namen nobeno kritika. Mi imamo župane radi, kdorkoli je že bil z njimi sodeloval, ampak naša želja je in bo, da mi živimo v okolju, ki je nam vsem dobro, v naši občini in Obrtna zbornica je pač mogoče zdaj pač začela malo bolj poudarjati, čeprav moram reči, da že kar se skozi neki ukvarjamo, že moje predhodniki, ko je Štef rekel, pa je zdaj, pa tudi naslednji moj, ko bo prišel, sigurno ne bodo umirati, zato ker 40 let je pa mislim, da taka doba Obrtne zbornice, da nas pa ne morete primerjati kar s neko službo, ki se bo ustanovila ali pa je ustanovljena, da morate tudi